Ja, živijo. V glavnem, tole danes je pa ena taka čist spontan vlog. Nisem imel namena snemati, tudi uvoda nisem posnel, tako kot ponavadi doma. Samo zagrabil sem kamerico pa gasem na kolo. Imam za narediti tam 4 do 6 urc, cone 2, tako da sem rekel, zakaj ne bi sabo vzel kamere, nekaj posnamem, pa tudi če res samo spontan vlog. Že dolgo nisem nič objavil, tako da bo tole, ne vem, lahko rečemo en update, kje sem, kaj delam, kaj me še čaka, kar se kolesa tiče letos. Ena taka čist spontana dogodivščina. Grem pa na pesek uživati z Ridleyjem. Tako da ja, če ste za en čist spontan vlog, za eno spontano dogodivščino, ste na ta pravem mestu. Takole, zdaj malo klanca in lahko mečkaj več govorim. Je pa tale klanc kar strm. Tale trasa je, oziroma odvozil bom traso prirejen krog iz Human Fish gravel dirke. Tako da grem zdaj iz Bohinjske Bele, se vzpenjam proti Pokljuki. Tale klanc je kar pasji, ampak bojo pa lepi razgledi. Kje bi začel glede update-a? Zakaj nisem toliko še zdaj objavljal letos? Pa kako mi gre na kolesu? Enostaven se mi letos stvari ne poklopijo. Je več dejavnikov, pa če bi začel, je mogoče to, da letos ne najdem forme. Enostaven, tudi če jo najdem, pa malo zbolim in gre vse v malora. Tako je bilo na primer na maratonu okoli Pohorja, sem fasil virozo, nimaš kaj se začel zdraviti, pa v bistvu mi je že dobro šlo, tudi vmes sem odpeljal državno prvenstvo Argonauta. To je v bistvu edini maraton, ki ga nisem snemal. Dobro mi je šlo, super. Sem mislil, da bo že boljš. No, pa sem bil 14 dni nazaj, ali pa 3 tedne, spet sem bil prijavljen na dirko, na eno zlato čipko, tam v Železnikih. Ampak sem pa spet zbolel, vročina. Tako da, nekako se ne sestavim. Ampak se zavedam, da so to najmanjši problemi, pa da so še veliko hujše stvari na svetu, tako da se ne sekiram prav kaj dosti. Ampak ja, prvi dejavnik je mogoče to, da forme ni. Druga stvar je pa čas. Letos je noro. V službi imam kar veliko dela, pol pa še doma. Ožbe je glih dober shodil in ga lovimo po celi bajti. Ampak je res fajn, prav super se imamo in ne bi zamenjal tega družinskega časa za čist nič. To je najlepša stvar. Tako da v tem uživam in tudi mogoče zaradi tega kakšen video manj objavim, ampak družina je vedno na prvem mestu. To je to. So pa malo le strn del začel. Gremo malo gant, pa pol spet govoril. Ajde, gremo grist v klanc. Na kamerci zih ne zgleda strmo, ampak je
kje sem ustal. Se pravi, zakaj ne objavljam toliko? Dva dejavnika, en je ta, da sem dosti dirk spustil, ker nisem bil v formi, ker sem bil bolen. Drugi dejavnik pa, da čas rabim za druge stvari. To ne pomeni, da bom nehal snemati. To pomeni samo to, da pač bo kakšen video imel, nič drugega. Je pa tako, zdaj glede na to, da sem bil vmes bolen, sem tudi mačkam plan dirk za letos spremenil za do konca leta. Zaenkrat sem prijavljen na 3 dogodke, kar bo vmes, bo pa v bistvu čistko. Če mi bo zapasal, bom šel, če ne. Prijavljen sem pa zaenkrat na... Sem nagreval, to vem, ker ne vem, koliko se kaj sliši. Zaenkrat sem prijavljen na Istraland. To bo kar huda preizkušnja. To je gravel dogodek, 400 km. Pa mislim, da je 5000 višincev. Nisem čisto siguran, ne me držati za besedo. Moram pogledati. Ampak ja, lahko v bistvu cel dogodek odpelješ v 2 dneh. Ampak jaz imam plan to vse v enem kosu. Se pravi, štartam, odpeljem 400 km in to je to. Druga stvar, so me pa zdaj povabili na enemu projektu, za Istra 300. Tako da smo začeli tudi to že snemati. Glih predvčerajšnjem smo snemali. Tukaj ne vem, kako bo ta projekt izpadel, ker sem iskreno samo igralec. Lahko da bo čist za nič, lahko pa da bo dober. Pustimo se presenetiti. Zaenkrat, kar smo snemali, se mi je zdelo luštan. Taka luštna ekipa. Tako da vzdušje je bil super in če je vzdušje super, so ponavadi pa tudi projekti kar uspešni. Se pravi, Istraland, čez 14 dni po Istralandu pa Istra 300. Tako da imam 400 km grevla, pa še 300 km ceste. Še pred temu pa seveda Letap, Slovenija, kjer sem tudi letos ambasador. Tudi to smo že snemali, tudi smo res uživali, vse to sem objavljal na Instagramu. V glavnem, te 3 dirke so nekako te glavne letos, za kjer se še prištimujem. Vse, kar bo vmes, bo pa spontano za užitek. Ja, še ne dolgo nazaj bi se kar sekiral, če bi takole malo objavljal na YouTube, v bistvu pa če bi spreminjal plan dirk, ampak nima smisla se sekirati. Jaz sem začel delati posnetke pa objavljati glih zaradi tega, ker v tem uživam. In če ti to rata breme, pol kje je smisel, pol nima smisla. Zato sem se odločil, da bom mogoče res posnetek manj, ampak še vse glih, da ga naredim z užitkom pa z veseljem, ker res rad to delam. Tako da ja, še se bomo gledali, brez skrbi. Zdaj pa Pokljuka, glih, evo, danes gledam Pokljuko, tudi danes je vzpon na Pokljuko, tudi to dirko sem mislil peljati, pa sem se odločil, da ne grem, ker nisem neki v formi zdajle, da bi pritiskal ne vem kakšne vate. Ampak, tako kot mi je en napisal, ni vse v vatih, danes grem uživati. Sva pa tudi z Blažem naredila spremembo plana, eno dolgo cono 2 na grevlu, tako da malo kilometre začnem nabirati za vse te dirke, ki me še čakajo letos. Ko mi čakam, to bo kar preizkušnja. Zdaj pa spet malo manj govoriti, gremo spet malo pogledati.
prav težko je snemati pa editati takale fure. Zato, ker je vse toliko lepo, da bi človek dal vse v video, ampak žal ne gre. Čez Pokljuko sem zdaj prišel. Pokljuka je meni res ena izmed lepših destinacij takole za grevelj. Zdaj me pa čakata planina za Javornik pa Bohinj, pa še Jelovca. Noro. Res je težko posneti to, pa tudi v bistvu kamera ne naredi nobene pravice. V živo je veliko lepše. To. Zgleda, da ima en zalogo za mečken kasneje, ali pa se skriva pred ženo. Gremo. No, cool. To sem jo prvič naredil. Zadnjo sem se enemu smejal, ko sem mu to naredil, kolegu. Pa sem dobil nazaj. Gledaj, s kolesom vse v redu, sem ga nas je naslonil. Zelo me je pa zaskrbil, ampak dober je. Nič ni na kolesu. Kjer bučma, ne. Tole je pa bil udarc za ego. Prvič, odkar se openjam, pa je to že kar nekaj časa, 3-4 leta, prvi se mi je to zgodilo. Nimaš kaj. Tlele v Bohinju imajo prav eno tako luštno kolesarsko stezo, zdaj po njej se vozam, ampak gre prav okrog in okrog tukaj. Ne vem, koliko dolga je, pojma nimam, ampak sem jo pa odvozil. Takrat, ko sem začel kolesariti, sem z Gorcem, tistim še ta prvemu, smo prišli tlele na dopust v Bohinj in sem vsak jutr naredil kakšen krog, ki je bilo prav lušten, tako da tale trasa kolesarska, če ste v Bohinju, jo odpeljte. Sploh pa zdaj, ko sem naredil še povezavo z Bledom oziroma Bohinjsko Belo, tam še nisem šel, mislim, da še ni v celoti odprta, ampak zna bi, da bo zanimiv. Bom še tudi to probati odpeljati en dan. Bom pogledal, kako je, če je odprt sploh. Ampak tukaj, če ste v Bohinju, tale kolesarska steza je res super.
Zdaj bom pa kmalu pri jezeru. Noro lepo je pri jezeru. Je pa kar dosti gužilo, tako da sem šel naprej. Je pa Bohinjsko jezero nekaj boljšega za kopati se. Sicer mi že kakšen let nismo šli, ampak je ta zadnji cajt, da tudi gremo na en družinski izlet do Bohinja. Res je toliko blizu jezer, da bi bilo škoda, če ne bi izkoristili kakšen dan za skok v vodo. Bomo prišli. Zdaj pa naprej proti Bohinjski Bistrici, pa naprej na Jelovco. Popoldne je napovedan dež, ampak glede na to, da sem v Bohinju, pa da ni dežja, recimo, da bom prišel do doma suh. Takole, zdaj sem pa že na majčkeno bolj poznanem terenu Jelovca. Samo da sem v dolino prišel, je začel prav grdo pihati, tako da nisem mogel niti govoriti v kamero. To je to. En lušten dan je bil, glih majčkeno več kot 6 ur bo, dobrih, tam 116 km približan, pa majčkeno več kot 2300 višincev, kar je čisto solidno za en takle dan. Ne vem, povejte mi, kakšni se vam zdijo tudi takali čist eni spontani videi. A so zanimivi, a ne? Zdaj, meni se zdi, da kadar ni dirke, ni neke hude akcije in se mi zdi, da vam zna biti majčkeno dolg cajt, ampak morate vi povedati. To je to, zdaj grem pa domov nekaj spit, pa bazen moram do konca pripraviti. Včeraj smo ga postavili, nafilali z vodo, zdaj je pa treba še klor pa vse te zadeve zrihtati. Tako da še to, pa lepo na izi malo uživati z družinico. To je to, se še gledamo. Ajde, čau.